Dober dan, dober večer. Vsi prav lepo pozdravljeni v Parku vojaške zgodovine Pivka v okviru Demokracije magazin Tura oziroma vse slovenske turneje naše založbe Nova obzorja, na kateri prirejamo pogovore o različnih slovenskih krajih z avtorji knjig, ki so išle pri naši založbi Nova obzorja. Prav lepo pozdravljeni tudi tisti, ki nas spremljate v neposrednem prenosu preko spleta oziroma preko televizijskih spremnikov. Naš današnji sogovornik je torej polkovnik Slovenske vojske, zgodovinar, profesor dr. Tomaž Kladnik, s katerim bomo spregovorili o slovenski vojaški zgodovini, predvsem pa o njegovi knjigi, ki nosi naslov Zadišalo je po slovenski vojski s podnaslovom Slovenci v vojskah 20. stoletja in nastanek oboroženih sil demokratične in samostojne Slovenije. Današnji pogovorni večer organiziramo skupaj s Parkom vojaške zgodovine Pivka, za kar se našim gostiteljem prav lepo zahvaljujem. K uvodni besedi zato vabim direktorja Parka vojaške zgodovine Pivka, magistra gospoda Janka Boštjančiča. Izvolite. Pozdravljeni, lep dober večer vsem skupaj. Bi najprej se zahvalil založbi, gospod Brlec, hvala lepa, da ste izdali to knjigo, vam čestitam, in pa tudi, da ste se odločili narediti to predstavitev tukaj pri nas v Parku vojaške zgodovine. Namreč ohranjanje zgodovinskega spomina na slovensko osamosvojitev, na tudi začetke Slovenske vojske je eno od poslanstev Parka vojaške zgodovine, zato smo na nek način ponosni, da je ta predstavitev pri nas. Posebej pozdravljam tudi avtorja knjige, polkovnika dr. Tomaža Kladnika. Z njim se poznava tako rekoč od rojstva, ne najinga, ampak rojstva Parka vojaške zgodovine. Namreč kot načelnik vojaškega muzeja je bil aktivno soudeležen v formiranje te inštitucije, v oblikovanje. Tako da se mu res zahvaljujem in čestitam še enkrat za to knjigo. Seveda bi pozdravil tudi visoke goste, gospoda Peterleta, predsednika osamosvojitvene vlade. Res nam je ponos, da ste prišli danes k nam. Knjiga nosi, v bistvu naslov ste ji dali vi, Zadišalo je po slovenski vojski. Takrat v decembru 90. leta ste imeli res odličen nos, da ste zaznali to. Pozdrav tudi gospodu Krkoviču, legendarnemu prvemu poveljniku Morisa. Res nam je v veselje, da ste prišli danes k nam, pesniku, gospodu Kuntnerju, in pa vsem vam, dragi gostje, ki ste se udeležili kljub koroni, kljub temu zadnjemu udarcem epidemije, ste zbrali korajžo in prišli sem v Park vojaške zgodovine. Hvala lepa in lep večer vam želim. Hvala. Naj našega sogovornika čisto na kratko predstavim. Polkovnik profesor dr. Tomaž Kladnik je zaposlen na Centru vojaških šol Slovenske vojske. Vojaško in evropsko zgodovino predava pa na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Za svoje delo v Slovenski vojski je med drugim priznani prejel zlato medaljo Slovenske vojske, srebrno medaljo generala Maistra in srebrno medaljo Fridolina Kavčiča za znanstveno-raziskovalne dosežke. Gospod Kladnik, ob lanski 30-letnici samostojne slovenske države ste se publicistično zelo angažirali. Lani ste objavili celo vrsto člankov na temo vojaških priprav na osamosvojitev Slovenije in na temo vojne za obrambo slovenske suverenosti. Nedvomno z namenom, da bi bili tako mladi kot nekoliko manj mladi bolje seznanjeni z našo polpreteklo zgodovino z osamosvojitvijo. Dober večer vsem, ki ste prišli. Hvala za povabilo, hvala za vprašanje oziroma možnost, da predstavim knjigo oziroma preko knjige tudi slovensko vojaško zgodovino. Mislim, da je za nas zgodovinarje, ki raziskujemo slovensko nacionalno, posebej nas vojake, tudi vojaško zgodovino, zelo pomembno, da ta naša spoznanja ali preko raziskave virov, ki so dostopni v arhivih ali posameznikov ali v Ministrstvu za obrambo, preko pričevanj udeležencev, se pravi, zapisujemo te naše ugotovitve in jih potem preko predvsem knjižnih ali pa na fakulteti predavanj študentom oziroma mladim predstavljamo. Se pravi,
ta 30 let je za tiste, ki smo to zgodovino doživljali, je to kratek čas. Ne? Za mlade generacije je pa to zgodovina oziroma so dogodki, ki jih niso doživljali in je v bistvu, če na svoja leta rečem, je to kot dogodki v drugi svetovni vojni, ne? Ki sem jih potem spoznaval preko proučevanja literature, predavanj v šoli, in če učitelji nimajo gradiva ali pa študenti nimajo gradiva, po katerem bi to zgodovino spoznavali, si potem tudi ne znajo predstavljati, kako je v tistih časih bilo oziroma skozi katere preizkušnje smo Slovenci šli skozi zgodovino, ko smo oblikovali Slovensko vojsko, in to sem v tej knjigi poskušal zaobjeti, ne, od začetkov pa do danes. V bistvu ste za znanstveno monografijo 30 let slovenske države napisali prispevek Slovenska država in oborožene sile, za knjigo Osamosvojitev prispevke za enciklopedijo slovenske osamosvojitve, državnosti in ustavnosti pa ste napisali v bistvu daleč največ gesel, če se prav spomnim, mislim, da je kar 146. Kako to pomeni, da nekako vojaških zgodovinarjev v Sloveniji primanjkuje, ali kako? Ali drugi bolj pokrivajo druga področja? V bistvu se piše, veliko se objavlja, ampak jaz sem imel pač to priložnost tudi preko vabila vaše založbe, preko povabila Nove univerze oziroma ostalih, ki so bili aktivni v lanskem letu in so pripravljali prispevke, tudi revija Demokracija, kjer smo skupaj oziroma sem prispeval k posebni številki Demokracije, sem skozi svoje delo kot učitelja, profesorja, ali pa raziskovalca, poskušal vsa ta spoznanja pač zapisati v raznoraznih publikacijah, ki so potem javno dostopne vsem in s tem potem sporočajo o vojaški zgodovini slovenskega naroda, ki je pač ena izmed, bomo rekel, področji, ki je pomembno prispevalo k osamosvojitvi države. Ne? Se pravi, brez organizacije obrambnih sil, potem tudi vsa ostala prizadevanja za osamosvojitev države ne bi bila tako uspešna, kot so bila z zagotovitvijo realne sile, ki je potem v vojni doživela uspeh in zmagala v teh spopadih. Torej, lani ste to izdali, to knjigo Zadišalo je po Slovenski vojski, v bistvu je šla prav 25. oktobra lani, ko je v bistvu zadnji vojak jugoslovanske vojske odšel iz Slovenije, iz Kopra. Torej, zakaj tak naslov, gospod Boštjančič je že nekaj omenil v tej smeri? Ja, te besede gospoda Peterleta, ki jih je izrekel v Kočevski Reki ob prvem javnem postroju slovenskih oboroženih sil, bomo rekli na predvečer plebiscita o samostojnosti države. Zdaj verjetno bo gospod Peterle na koncu, zdaj zgodovinar zadevo gleda drugače kot tisti akterji, se pravi tudi general Krkovič in gospod Peterle, ki sta bila takrat tam, ne, zadevo spremljajo drugače kot mi zgodovinari, ki preko arhivskih virov in pa pripovedovanj akterjev potem to umestimo v zgodovinsko dogajanje. In te besede so mi že skozi, odkar raziskujem pa se ukvarjam z vojaško zgodovino oziroma preučevanjem tega obdobja, zvenijo v ušesih, ker nihče v Sloveniji takrat ni zdaj upal, smel, hotel jasno povedati o tem, da slovenska država potrebuje slovenske oborožene sile za to, da je tudi ljudem, ki so se na plebiscitu odločali o samostojni državi, bilo lažje se odločiti, se pravi, da država organizira oziroma misli tudi na črn scenarij. Ne? Se pravi, na scenarij, ko bo treba državo tudi braniti, ne samo govoriti o želji po samostojnosti. In govorili smo bili so razni nazivi, v glavnem
teritorialna obramba v najrazličnejših segmentih. Manevrska struktura, ki je bila predtem kot vojska nove države, je v bistvu bila kot tajna organizacija, ki je v bistvu pripravljala se za oborožen boj v situaciji priprav na prevzem poveljevanja nad oboroženimi silami slovenske države, se pravi, ki so bile potem bolj posledica spremembe ustave oziroma zakonodaje, ker tudi v tistem času je bila odločitev, da se država ustanavlja po zakonski normativi. Se pravi, parlament je bil tisti, ki je potem dosledno, pa tudi vlada, pa vsi organi, se pravi, je treba iti postopno, se pravi, se osamosvojiti po legalni, legitimni poti, in oborožene sile so bile en tak segment, ki se je potem z ustavnimi spremembami potem tudi uradno ustanovile. Slovenska država je prevzela poveljevanje nad oboroženimi silami in gospod Peterle je potem takrat prvi javno izrazil besedo ali pa povzel ali pa imenoval slovenske oborožene sile oziroma obrambne sile kot slovenska vojska. In v bistvu je to tak simbolni pomen, ki je potem v naši zgodovini pač utemeljil obstoj oboroženih sil lastne države. In zato se mi je zdelo, ko sem iskal naslov, v bistvu samo po sebi, ko govorimo o slovenskih oboroženih silah skozi zgodovino, da je ta najbolj primeren. In se gospodu Peterletu zahvaljujem, da se je ohranil ta in da je potem to tudi na tak način se ohranilo tudi v zgodovinskem spominu. Podnaslov ste dali knjigi Slovenci v vojskah 20. stoletja in nastanek oboroženih sil demokratične in samostojne Slovenije. Pri čemer prvo poglavje v bistvu začnete, bi rekel, da greste nazaj s tem časovnim lokom. Prvo poglavje govori o prvi svetovni vojni, začnete ga pa v bistvu z združitvijo Nemčije leta 1871, se pravi z dogodkom, ki je imel, kot vemo, dolgoročne posledice tako za Evropo kot tudi cel svet. Z pomladjo narodov in potem z oblikovanjem nacionalnih držav se potem Evropa postane sistem nacionalnih držav in potem tudi z prvo svetovno vojno tudi Slovenci, naprimer potem z generalom Maistrom, ustanovimo prvo lastno državo Slovencev, Hrvatov in Srbov, kjer znotraj Avstro-Ogrske potem poudarimo pomen samostojne nacionalne države. Se pravi, tu sem poskušal umestiti to slovensko zgodovino ali pa slovensko vojaško zgodovino ali pa slovenskega vojaka znotraj teh dogajanj prve svetovne vojne in ob zaključku prve svetovne vojne preko lika generala Maistra, se pravi, spet poudariti ta pomen odločnega poveljnika, ki oblikuje slovenske oborožene sile z možmi iz najrazličnejših vetrov in se pravi ustanovi oboroženo silo, ki je potem zaradi njegove samoiniciative potem proti ali pa z politično podporo, včasih veliko tudi, se pravi, njegova pomoč Malgaju je bila v bistvu politično preprečena, se pravi, da bi uspel ali pa z Malgajem uspel ali pa slovenskimi oboroženimi silami uspel tisto, kar je Maistru uspelo na Štajerskem narediti na Koroškem, in je v bistvu za svojo samoiniciativo uspel zagotoviti ali pa ustanovitijo vojske uspel zagotoviti ali pa začrtati slovensko nacionalno mejo, kjer je še danes. In v bistvu je potem njegov odločilni prispevek je bil potem
tudi pri nas vsekakor skozi ena bomo rekli, svetla točka, vzgled za dejanja bodočih generacij, ne, tako vojakov, kot tudi bi moral biti politikov. Malo bi se še zadržal pri prvi svetovni vojni. Pred leti sem bral knjigo Franz Konrad von Hetzendorf, arhitekt prve svetovne vojne. Ne. Vemo, da je bil vrhovni poveljnik generalštaba avstro-ogrskih oboroženih sil med prvo svetovno vojno in če se ne motim, je bil med tistimi, ki so menili, da bo nekako preventivna vojna koristila habsburški monarhiji, da jo bo bolj poenotila, bolj utrdila, v bistvu ta preventivna vojna, predvsem proti kraljevini Srbiji. A kot vemo, se je pri tem dolgoročno močno uštel. V bistvu precenjevanje lastnih sposobnosti je eden izmed vzrokov, zakaj tudi velike armade na koncu poražene. Ne? Mi lahko to primerjamo zdaj, če smo spet z jugoslovansko armado, ne? Ki je bila na papirju, ne, zelo mogočna, ne, tudi v izjavah ali pa v samem delovanju ali pa njen pojav v jugoslovanski ali pa tudi v slovenski družbi v tistem času je bil podoben kot, se pravi, avstro-ogrska vojska kot državna vojska, ogromna vojska proti, bomo rekli takrat, mali Srbiji ali pa drugim državam, in je v bistvu bilo pričakovanje te vojne, prve svetovne vojne, se pravi, da se bo končala hitro. Ne? Tam je bilo rečeno, do Božiča bomo nazaj, ne? Bomo že doma, ne? In se je potem vojna, kar nekaj Božičev je moralo prekiniti in se pravi miniti, in na 100.000 žrtev ali pa na milijone, ne? Tudi Slovencev je padlo na božiščih. Se pravi, vojna je potem, ko se preseli na tu bližino, ne? Se pravi, Pivka je bila del Soške fronte, ne? Se pravi, ko se vojna premakne na slovensko zemljo, ampak ko se pravi, z vstopom Italije v vojno, ko se Soška fronta, se potem ta nacionalni čut obrambe domovine znotraj avstro-ogrske vojske ali pa domačega prebivalstva ponovno prihaja do, se pravi, vojna v Galiciji je daleč, se pravi, domov so prihajale samo vesti o mrtvih, ne? Nihče ni vedel, kaj se dogaja, ne? In v bistvu tako je potem Soška fronta pomenila tukaj, se pravi, poleg žrtev ali pa Gorice, ne? Se pravi, vojna na lastnem ozemlju je pomenila tisti pomemben premik v zavedanju, kaj vojna pomeni, ali pa obramba lastnega ognjišča ali pa domovine. Ne? Se pravi, ta vojna potem ali pa se z italijanskim porazom se pravi nekje izniči, s tem, da se potem je tukaj že konec vojne. Ne? In konec vojne pomeni, se pravi, za ta del slovenskega ozemlja pomeni uresničitev Rapalske pogodbe, se pravi, in pa tudi drugje boj za slovensko nacionalno ozemlje. Ne? Se pravi, če tu ta boj sploh je bilo tukaj izvršeno dejstvo Rapalske pogodbe, se je v bistvu kot sem že prej omenil, Majster pa Malgaj, so se ostale meje oblikovale tudi z pomočjo odločnih posameznikov, vojakov, oficirjev in njihovega moštva, ki so pač bili zavedni svojemu ognjišču oziroma ga z svojo zavednostjo, žrtvovanjem potem tudi branili. Ne? Kljub temu, da organizirane vojske v takšnem pomenu ni bilo. Ne? V bistvu so bili to samoorganizirane enote Majstra Malgaja, ki so jih potem politiki potem v glavnem sprejeli kot take, in potem šele z ustanovitvijo države so se potem formirale pravno statusno. Torej, omenili ste generala Majstra in Malgaja, nadporočnika, torej v drugem poglavju ste dali naslov General Rudolf Majster in boj za severno mejo.
V tem poglavju posebej izpostavljate tudi nadporočnika Franja Malgaja. Ne. Leta je, kot vemo, odigral ključno vlogo pri osvobajanju Mežiške doline, danes rečemo tega slovenskega dela Koroške in Podjune. Ne. Kot pišete v knjigi, pa je Malgaj 12. februarja 1919 na razglednici, ki jo je iz Velikovca poslal v Tržič, zapisal, če ga citiram: že zdavnaj bi bili v Celovcu, če nam ljubljanska vlada ne bi vezala roke. Prišli smo v Velikovškem okraju že do zadnje slovenske vasi Djekše, na jezikovni meji in z Nemci se že močno obstrojujemo. Konec citata. Ne. Ta vas Djekše ima še danes v cerkvi slovenski križov pod slovenskimi napisi. Ne. Se pravi, da takrat slovenske vojaške enote niso imele še zelene luči za zasedbo Celovca, ne, kar pomeni, da je verjetno izredno pomembno, da je ta koordinacija med oboroženimi silami in recimo politiko, da tu ta koordinacija obstaja in da imajo oboji skupen isti cilj. Ne. Ja, tu zadeve niso enoznačne, ne, ampak če zadevo preprosto, ne, se pravi, Maister je imel v tem času že oblikovano enote na območju Štajerske v Mariboru in je takrat vladi v Ljubljani predlagal, da mu odobri, da pošlje pomoč v Malgaju, se pravi, ta pomoč takrat ni bila odobrena in z ustanovitvijo nove države je sicer potem bila Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, ne, je bila potem že, bomo rekli, ne jugoslovanska, ne, ampak srbska vojska, ali pa je bila potem se je odprla fronta na Koroškem, vendar je že bila politično zgodba tako daleč, da je bila potem odločitev o plebiscitu. Ne. Se pravi, če je Maister to uspel postaviti dejstvo na Štajerskem, Malgaju to zaradi prešibkih sil ni uspelo in v bistvu se je potem plebiscitarno območje oblikovalo v zvezi z politično voljo takratnih sil. Ne. Se pravi, da so v bistvu slovenske enote skupaj s srbskimi nekako prepozno osvobodile Celovško kotlino. Ne. Tako, ja. Se pravi, tista vojaška akcija je bila že jugoslovanske vojske, je bila prepozna in takrat se je potem spostavila črta, ki je potem na osnovi katere so potem oblikovali plebiscitno območje. Jugoslovanska vojska se je morala umakniti in se je potem na plebiscitu zadeva peljala tako, kot se je. Ne. V bistvu je tu potem tudi Maister, samo slovenska zavednost ni prispevala k temu, da se je večina ali pa da so se tudi Slovenci odločali za Republiko Avstrijo. Ne. To so bile bolj tudi verski razlogi, politični razlogi, tako da je zadeva kar kompleksna. V naslednjem poglavju v knjigi ste dali naslov Vojska Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev oziroma Jugoslavije. Ne. Pri čemer vemo, da so se slovenske vojaške enote, ki so se po prvi svetovni vojni sprva samostojno borile za slovensko severno mejo kot slovenska narodna vojska, v bistvu postopoma oziroma na nek način prav hitro utopile v tej jugoslovanski kraljevi vojski, v kateri je v bistvu prevladoval srbski oficirski kader. Ja, zgodovinarji radi povezujemo zadeve in če je bil sistem Avstro-Ogrske, v kateri smo Slovenci imeli pod narekovaji svoje nacionalne polke, ker je bila tudi popolnjevanje ali pa služenje vojaškega roka organizirano teritorialno, se pravi, da so Slovenci, se pravi narod, ki je živel večinsko na tistem območju, je tudi tvoril enote, ki so bile tam. Ne. In kljub temu, da je bil uradni jezik v Avstro-Ogrski vojski nemški, je bil drugi polkovni jezik tistega naroda, ki je imel večino v tisti enoti. Ne. In tako so bili na primer v Ljubljani, potem tudi v Celovcu ali pa v Mariboru, se pravi Celju, Trstu, enote, ki so bile v Ljubljani večinsko slovenski polk, je bil v Mariboru že, bomo rekli,
mešan glede na narodnost, ampak je bil pač polkovni jezik, je bil pač tudi drugi. Ne? To zdaj ne zaradi, bomo rekli, ljubezni do raznih nacionalnosti, ampak zaradi učinkovitosti vojske. Ne? Se pravi, vojaki, ki so prihajali na služenje vojaškega roka, večinoma kmetje iz podeželja, ne, slovensko prebivalstvo je bilo v glavnem kmečko, niso znali nemško tako dobro, da bi bili sposobni se naučiti, bomo rekli, spoznati orožje in osnovno taktiko v nemščini. Zato je bilo nujno potrebno, da se je, če je hotela biti enota učinkovita, da se je to preneslo v njim razumljiv jezik. Ne? Glavno zaradi učinkovitosti in te enote so bile, se pravi, enote krajinskih janezov. Se pravi, v kraljevini Jugoslaviji, pa tudi potem v socialistični, komunistični Jugoslaviji, uradno je bila socialistična federativna Jugoslavija, se pravi po svetovno-nazorskem ali pa je bila komunistična država, se pravi, je imela čisto enak ustroj in tudi, ko primerjaš dokumente, arhive, spomine, je med kraljevo jugoslovansko in bomo rekli Titovo vojsko ni nobene razlike, razen tega, da je bila pač sodobneje oborožena. Ne? Se pravi, popolnjevanje enot je bilo eksteritorialno. Ne? Se pravi, tam je bilo enoten jugoslovanski narod v kraljevini, ne? Se pravi, ki je kralj Aleksandar, se pravi v Jugoslaviji po vojni pa je bilo, se pravi, bratstvo in enotnost. Ne? Ampak prevladal je pa vsi tisti, ki smo bili v jugoslovanski vojski, v srbo-hrvaščini. Ne? Določenih izrazov, kljub temu, da smo imeli v 5. razredu obvezno, se mi zdi, srbo-hrvaški jezik ali hrvaški ali srbski, zdaj sploh ne vemo, kako bi ta jezik imenovali. Se pravi, mi, ki smo prihajali v to vojsko, naprimer šolo, jaz sem bil v šoli za rezervne oficirje v Biliči, v bistvu so bile določene zadeve, nisi znal, nisi vedel. Ne? Se pravi, si prišel v eno drugo okolje, v en drug sistem, ne? Jezik je bil in tudi enote so bile mešane, s tem v bistvu ustvarjati nek, bomo rekli, umetni narod, umetni jezik, v bistvu ne več iz tistega kraja, odkoder si, ampak v bistvu ustvarjati, bomo rekli, partijsko vojsko ali pa vojsko, katere namen je bratstvo in enotnost oziroma družbena ureditev, ki je bila takrat. In enak sistem je bil v kraljevi jugoslovanski vojski, pač v tistem segmentu, ko je bila takrat. Ne? Se pravi, o oborožitvi, ne, in o kraljeve jugoslovanske vojske, ne, je posebna zgodba. Potem posebna zgodba je tudi utrjevanje meje, ne, se pravi pri nas Rupnikova linija, ne, na naši strani, ne, se pravi tukaj na strani Pivke pa je bila v bistvu Alpina, se pravi so pa Italijani utrjevali, ne, tako da je zdaj tu imate zdaj na tem območju Pivke možnost unca Pivke, možnost spoznavati eno mejo, ki se je utrjevala iz obeh strani. Ogromno denarja se je potrošilo, materijala, ki pa je potem z izbruhom druge vojne v bistvu bil stran vržen. Ja. Leto 1961 slovenske vojna in okupacija ste skupaj z ženo napisali zanimiv prispevek z naslovom Vojaške operacije jugoslovanske ter nemške vojske in njenih zaveznic med aprilsko vojno v Jugoslaviji. O tem pišete tudi v tej knjigi Zadišalo je po slovenski vojski. Zakaj je jugoslovanska kraljeva vojska aprila 1961 tako hitro kapitulirala, se tako hitro razkrojila? Kje vi vidite glavne vzroke? V bistvu glavni razlog je pač zunanji, ne? Napadalec je uporabljal čisto drug način bojevanja, za katerega je bila pa se je pripravljala jugoslovanska kraljeva vojska, se pravi, potem je bila oborožitev in pa
notranja neenotnost. Ne? Ker recimo vemo, da recimo Finska se je v bistvu v tej zimski vojni, mislim, da 39-40, zelo uspešno obranila napada pač Rdeče armade, ne? V bistvu torej prav tako velike sile, ne? V bistvu na drugi strani pa jugoslovanska kraljeva vojska pač niti približno temu ni bila kos. Zdaj, v bistvu je tu politične, se pravi, tu je bila skozi kalkulacija kneza Pavla ali pristop k trojnemu paktu ali pa se braniti. Ne? Se pravi, tu in je bila potem tudi ta mobilizacija, taktiziranje, ne? Trojni pakt, se pravi tudi potem državni udar, je v bistvu tudi znotraj vojske jo razdelilo tako, da so bili eni pro-nacistični, se pravi elementi v vojski, drugi so bili pa pro-zavezniški. Ne? In tudi posamezni poveljniki so se potem na tak način odločali. Ne? Tisti, ki so bili pro-nemški, so enote predali, ne? Drugi so pa potem naprimer tudi z ustanovitvijo NDH-ja, ne? So se potem tam celotne enote, ki so bile z hrvaškega območja, so se predajale, ne? Se niso bojevale. Imate pa primer v Dravogradu ali pa v Radgoni, se pravi posamezne enote, ki so se pa bojevale, ne? So nudile odpor, ampak celotna fronta ali pa celoten napad na Jugoslavijo je bil samo del v bistvu ureditve zaledja fronte proti Sovjetski zvezi in je v bistvu ta 11-dnevna vojna jugoslovanska armada niti v organizaciji, niti v oborožitvi ni mogla zaustaviti tega napredovanja, pa tudi volje velike ni bilo potem. Ne. Naslednjemu poglavju ste dali naslov Oborožene sile Slovencev med drugo svetovno vojno. Ne. Vi ste magistrirali, na to tudi doktorirali s temo slovenske partizanske in domobranske vojske. Ne. Kako bi ocenili eno in drugo vojsko, vojaško gledano, tudi podrobno ste pisali tudi o taktiki, ampak to seveda ne morete v tem najnem pogovoru iti podrobnosti, ampak malo na kratko, na splošno. Ne? Zdaj, se pravi, ob napadu na Jugoslavijo, se pravi, je bilo slovensko ozemlje razkosano med različne okupatorje, ne, se pravi Italija, Madžarska, Nemčija, nekaj tudi NDH in v bistvu odpor okupatorju, nasprotniku je legitimen tudi pod mednarodnim pravom zakonit in vsak ima pravico in tudi dolžnost, da se temu upre. Ne. Se pravi, v slovenskem političnem in vojaškem, potem posledično tudi vojaškem, so bile pa nasprotja, ki so izhajale izpred vojne. Ne. In tako so se potem tudi oblikovale, če nasplošno pogledamo, ne, se pravi bolj z letom 1943, ko Italija kapitulira, dve, bomo rekli, formacije, v katerih so bili Slovenci. Ne. Eno je bila Slovenska narodno-osvobodilna vojska in partizanski odredi Slovenije, se pravi, ali partizanska vojska, ki je v bistvu pod vplivom komunistične partije ob tem odporu legitimnem, se pravi, ga zlorabljala potem za revolucijo oziroma spremembo družbenega sistema ali pa političnega in celotnega nazorskega. Po drugi strani so bili pa organizirano slovensko domobranstvo, ki je delovalo pod organizacijo ali pa ustanovitvijo nemške okupacijske sile, v kateri so pa potem tudi delovale slovenske enote. Ne. Se pravi, če to politično konstelacijo jemljemo kot dve vojaške entiteti, potem, ko pogledamo, kdo so bili ti ljudje, ki so se bojevali in zakaj so se bojevali, pa lahko ugotovimo, da mogoče na primeru dveh posameznikov, ki v knjigi tudi omenjam, pa tudi bolj podrobno, koga zanima v knjigi, kjer je to zelo podrobno napisano, ne? Se pravi,
Se pravi, če vzamemo Ernesta Peterlina, ki je podpolkovnika Kraljeve jugoslovanske vojske, ki je bil v slovenskem domobranstvu namestnik Krenerja, ki je bil poveljnik poveljujoči tem slovenskim formacijam, je bil on tudi organizator, poleg tega, da je imel to vojaško funkcijo, v domobranstvu je bil istočasno tudi v bistvu sodelavec zaveznikov, se pravi zahodnih zaveznikov, ki je znotraj slovenskega domobranstva organiziral obveščevalno službo, ki je potem pomagala ali pa obveščala ali pa zagotavljala zaveznikom pač podatke, ki so jih oni potrebovali za uspešno delovanje na fronti. In Peterlina in njegov krog pripadnikov slovenskega domobranstva so potem leta 45, začetku leta 45 Nemci odkrili in ga potem internirali v Dachavu. On je preživel in so ga potem izročili jugoslovanskim oblastem po vojni in ga potem na božičnem procesu leta 45 potem tudi obsodili na smrt in likvidirali kot sodelavca okupatorja. Ne. Se pravi, tako da slovensko domobranstvo ni Rupnik. Ne. Se pravi, Rupnik je bil, kaj bi rekel, simbol, ja, se pravi, on je bil, kaj bi rekel, pronacistično usmerjen in njegov krog, ne, znotraj domobranstva so bili pa tudi, se pravi, tudi cel krog častnikov jugoslovanskih, se pravi slovenskih, ki so potem videli to slovensko domobranstvo kot slovensko narodno vojsko, ki so jo potem pred se pravi, kapitulacijo Nemčije tudi ustanovili in se je potem večinoma teh ljudi umaknilo na Koroško, ne, ki so jih potem izročili in potem njihovo usodo poznamo. Po drugi strani pa slovenska partizanska vojska, ki je pa potem leta 45 bila razformirana. Ne. Tako kot Maistrova vojska se potem vtopi v jugoslovanske vojske, o kateri smo že prej govorila, in če je tukaj simbol tega vzamem kot generala Avšiča, ki je bil častnik Kraljeve, se pravi Avstro-Ogrske vojske, Kraljeve jugoslovanske vojske, bil je Mihajlovićev poveljnik četnikov na začetku na slovenskem ozemlju, potem namestnik poveljnika glavnega štaba partizanskih odredov, potem general v povojni vojski in je potem leta 75, zdaj, če se ne motim, pisal ustavni komisiji ob sprejemanju ustave leta 74, kjer je se izrazito prizadeval za slovenski jezik v oboroženih silah. Ne? Se pravi, in zagovarjal, bomo rekli, slovensko nacionalno vojsko, ne? Ki je takrat ni bilo. Ne? Se pravi, vemo, kaj potem, ko se je potem začelo z slovenski pomladi v 80-ih letih govoriti o slovenski vojski, napadi na JLA in tako naprej. Ne? Se pravi, vse te zadeve je Avšič pa določeni generali ali pa partizanski poveljniki, ki so potem to vojsko jugoslovansko gledali drugače kot slovensko nacionalno vojsko. Ne? In potem se v bistvu ta ideja o slovenski nacionalni vojski ali pa o slovenski vojski uresniči potem z manevrsko strukturo narodne zaščite, oziroma ko so iskali ime za oborožene sile nove države, ne? Ker se je potem iskalo razne variante, to bo Krkovič boljše povedal, ne? Pa gospod Peterle, razne nazive, kako bi potem to vojsko imenovali, in na koncu se je pač izkristalizirala ime narodna zaščita oziroma manevrska struktura narodne zaščite kot del sistema, ki je bil že takrat zakonsko dopusten. Ne? V bistvu, torej ob koncu druge svetovne vojne smo Slovenci pač, kljub temu, da smo imeli med drugo svetovno dve vojski, v bistvu stali brez obeh, torej eno so komunisti pobili, drugo
druga je bila razformirana in vključena v jugoslovansko armado, ne. In potem pač smo bili pač v okviru jugoslovanske armade, ampak leta 1968 je pa le prišlo do neke spremembe, bi lahko tako rekel, zaradi mednarodnih okoliščin, da se je potem, vemo, da se je prišlo do v bistvu okupacije Češko-slovaške strani Sovjetske zveze in takrat se je pa v bistvu nekako tudi Josip Broz Tito strašil spet podobno kot v času Informbiroja za svoj položaj in v bistvu je pa prišlo do te ideje za ustanovitev te teritorialne obrambe. Ne? Ja, se pravi, ideja ustanovitve teritorialne obrambe ni ideja ustanovitve nacionalnih vojska po republikah Jugoslavije, ne, posameznih jugoslovanskih republik. Ne. Se pravi, ideja je bila, kako zagotoviti odpor na ozemlju, ki ga nasprotnik ali pa, če rečemo zdaj, Sovjetska zveza zasede. Ne. Se pravi, ob napadu Sovjetske zveze na Jugoslavijo, se pravi, je bila ideja, tako kot v kraljevini, ne, zdaj, če gledamo karte, ideja je, da se vsa vojska umakne Bosno in od tam ponovno osvobaja državo. Ne. Se pravi, in enako strategijo je imela tudi jugoslovanska vojska, če tu v Parku vojaške zgodovine pogledate v maketo letališča, Janko, pomagaj mi. Ja, ne, se pravi, je ogromno denarja, ne, se pravi, ogromno denarja je bilo vloženega v utrdbe, se pravi, beton, milijarde dolarjev, ki so jih potem v balkanskih vojnah enostavno razstrelili. Ne. Se pravi, in ideja je bila, se pravi, in ta teritorialna obramba, se pravi, bi bila neke vrste se pravi, je bila predvidena za gverilsko bojevanje na začasno zasedenem ozemlju. Ne. In zato je bila nujno, da se ustanovi na posamezne lokalne skupnosti, se pravi republike, so potem ustanovile in v bistvu je tukaj partija imela odločilno vlogo. Pri nas je bil to tisti, ki je imel neko roko nad tem, Matija Maček, ki je potem, se pravi, se ta vojska organizirala, je pa bilo res, da se je v Sloveniji ta teritorialna obramba za razliko od drugih republik tudi potem, bomo rekli, resno usposabljala, oboroževala, tako da je bil so bile ustanovljene enote, ki so potem v bistvu se usposobile za to gverilsko bojevanje, se pravi na nižjih taktičnih nivojih. Tudi sam sem bil pripadnik se pravi, ene enote v Mariboru in v glavnem to usposabljanje je v glavnem šlo v tej smeri gverilskega bojevanja in te izkušnje so nedvomno potem pri oblikovanju nove slovenske vojske pomembno vplivale na lažjo organizacijo in pa potem tudi formiranje enot in pa tudi usposobljenost teh enot, ki so se potem v vojni bojevale. No, kot je pokazalo dogajanje v prvih mesecih leta 1990, pa je bila ta najvišja struktura teritorialne obrambe Socialistične republike Slovenije nekako bolj predana Jugoslaviji, tudi verjetno ravno zaradi partijske linije kot pa Slovenija. Ne. Zaradi tega je tudi v bistvu prišlo do razložitve teritorialne obrambe strani JLA in posledično nastanka mejelske strukture narodne zaščite, ki jo je organiziral pač Anton Krkovič skupaj s takratnim ministrom Janezom Janšo. Ja, zdaj, teritorialna obramba je od 68. leta doživljala vzpone in padce, se pravi enote in ta teritorialna obramba, ki je bila, ali pa vodstvo teritorialne obrambe, ki je bilo leta 90, sploh ni imelo dobene veze z idejo teritorialne obrambe, kot je bila takrat. Se pravi, leta 85 se je teritorialna obramba inkorporirala v oborožene sile SFRJ, in tudi poveljnik teritorialne obrambe in šef republiškega štaba sta bila direktno postavljena iz se pravi vrhovnega štaba oboroženih sil, ki so ga pa obvladovali v Beogradu Kadijević in
in je v bistvu so upoštevali, kljub temu, da je bil partijsko nomenklatura še formalno jih je obvladovala, so v bistvu bili podvrženi centralistični srbski politiki Miloševića že takrat, ne? Se pravi, ali pa Kadijevića in pa Adžića, ki sta pa bila v glavnem najbolj okorela v bistvu zagovornika do takratnega sistema, ne? In jugoslovanska armada kot branilec Titove Jugoslavije, in v bistvu so slepo sledili, tudi pravno formalno so oni se pravi, je Beograd postavljal poveljnike in tudi slepo so sledili tem ukazom, ne, ki so jih potem pripravljali, in te priprave so bile že ob sami političnih spremembah, ob napovedi volitev, in pa potem so pa v bistvu vrhunec ali pa odkrito pa so potem začeli delovati z prevzemom, z primopredajo poslov nove vlade in pa potem z razorožitvijo teritorialne obrambe, ne, kjer so pa potem odgovor na to je bil pa potem formiranje lastnih oboroženih sil, ne, preko manevrske strukture narodne zaščite, ki je potem peljala v bistvu ki se v bistvu organizira kot vojska nove države preko zaupanja vrednih pripadnikov teritorialne obrambe, ne, se pravi, ampak ker je bilo pa poveljevanje, ne, pravno formalno še v jugoslovanskih rokah, se je potem zadeva pač peljala drugače, ne. V poglavju Vojna za obrambo slovenske suverenosti natančno, kronološko pišete o vojni za Slovenijo. Kaj so po vaše tisti glavni ključni vzroki, da se je tako imenovana JLA v Sloveniji polomila zobe? V bistvu, da je na nek način kolapsirala skoraj podobno kot kraljeva vojska leta 1941. Zdaj, prvo so priprave, ne? To sem že omenjal na začetku, se pravi priprave, ne? Tako kot priprave na osamosvojitev ali pa na lastno državo na posameznih segmentih od, se pravi, gospodarskega, pravnega in ostalih zadev, monetarnega, je poseben poudarek bil, se pravi, na tej vojaški obrambi in pa organizaciji obrambnih sil, ne? Ker obrambne sile so pa potem sestavljali vsi ali pa so bili zajeti vsi, ki so potem v državi kakorkoli lahko pripomogli k obrambi države, ne. Se pravi, tu je bila potem, bomo rekli, manevrska struktura oziroma potem z zakonskimi spremembami nova teritorialna obramba ali pa teritorialna obramba Republike Slovenije, ne. Tu imamo kar velike, bomo rekli, debate o tem, ne, teritorialna obramba Socialistične Republike Slovenije versus teritorialna obramba Republike Slovenije, ne. Tu so določeni ljudje, ki tega ne prepoznajo, nočejo prepoznati ali pa ne smejo prepoznati, ne. Tu se pravi, sploh ni racionalne razlage, zakaj tu ni jasen, mislim, tu je jasno prepoznavno, ne, sploh, kar se mene tiče, ne vidim racionalnega razloga, da je tu še kakšna dilema. Poleg tega so bile potem pomembno vlogo milica ali pa policija, ne, ki je imela tudi svoje oborožene enote, in pa civilna obramba, ne, civilna obramba, ki je potem preko svojih, ne, se pravi zdravstvo, celotna oskrba enot, ki je potem oviranje, ki je potem v bistvu zagotavljala, bomo rekli zdaj v terminologiji vojske, logistično podporo enotam, ki so se bojevale, ki so bile na bojišču, ne. Tako da je, se pravi, ta organizacija in pripravljenost oboroženih sil, priprave, ne, potem tudi samih enot, potem tudi vaje, ne, se pravi vaja premik, ki je potem omogočila, da so enote teritorialne obrambe, ki so bile prej nameščene ali pa
usposobljene, da delujejo na svojem lokalnem območju, ki so potem bile sposobne delovati tudi drugje. In potem je bila tukaj pomembna za ta vojaški del je bila tudi podpora prebivalstva, civilnega prebivalstva, posameznih enotah tam in pa potem prve uspešne akcije, ki so jih potem, naprimer, zavzetje skladišč, ki so potem omogočale, da se je to orožje, naprimer borovnice ali pa ložnice, da se je to orožje, ki je bilo v skladiščih, ki je bila disperziralo po enotami, da so se potem lahko mobilizirali tudi druge enote, ki so potem lahko bile v pripravljenosti ali pa potem posegle v bojne spopade. Jugoslovanska ljudska armada pa ravno zaradi teh ukrepov, pri tem oviranja, enostavno ni uspela doseči prvega cilja ali pa njenega cilja, se pravi zasesti mejne prehode ali pa odrezati Slovenijo od mednarodnih, od ostalega sveta in v bistvu z blokadami enot in z nepripravljenosti bojevanja, naborniško vojsko ali pa tudi s tem, ko so vojakom ali pa posameznim pripadnikom niso povedali jasnega cilja vojaškega, zakaj v bistvu v tem spopadu ali pa v tej nalogi gre, enostavno se je potem armada ob teh prvih porazih sesula sama vase. In tudi ti posegi v kasnejših dneh vojne iz Hrvaške potem niso bili uspešni. V naslednjem poglavju v knjigi ste dali naslov Portreti vojne 1991. V bistvu predstavljate ključne ljudi, ki so vodili slovenske oborožene sile v času vojne za Slovenijo. Vemo, da je izredno pomembno, da imajo posamezni narodi v času prelomnega zgodovinskega dogajanja prave ljudi na pravem mestu. Ja, v bistvu tu sem zdaj prav bi bilo mogoče, da bi nekoč mogoče knjiga nastala o vseh pripadnikih. Zdaj, so pa po posameznih pokrajinah, se pravi monografije, spomini, izhajanje, to je pomembno, da so tudi posameznih predstavljeni, ki so noter. Zdaj, jaz v tej knjigi sem se osredotočil na te ključne akterje, na ministra Janšo in Bavčarja, ki sta v bistvu vodila republiško koordinacijo kot v času vojne, bomo rekli, vrhovni štab, ki je v bistvu koordiniral obrambne sile ob pokrajinskih koordinacijah, ki so potem koordinirale bojne spopade. Potem generala Krkoviča kot organizatorja manevrske strukture oziroma začetkov oboroženih sil in pa potem pokrajinske poveljnike posameznih pokrajin teritorialne obrambe, v bistvu, ki so potem nekje predstavljeni kot pač poveljnik, kot tisti organizator ali pa poveljnik tistega področja, kjer so se te bojni spopadi izvajali. Mislim, da je prav, da te ljudi izpostavimo, zaradi tega, ker so v tistem času nosili v bistvu ključno odgovornost za ta del segmenta nastajanja slovenske države, se pravi za potem ta najbolj ključni. Vojna je bila v bistvu v tistem trenutku najbolj ključni del slovenske osamosvojitve. Tam se je v bistvu na koncu odločalo, ali država obstane ali pa kolapsira. In v bistvu je ta uspeh, zmaga v vojni je v bistvu omogočila, da se je osamosvajanje države ali pa potem tudi priznanje naslednje leto ali pa isto leto, pa potem dejansko naslednje leto tudi potem dejansko zgodilo. Ker če tega takrat, te pripravljenosti ne bi bilo, tudi potem država kot takšna ne bi več obstala. Torej še zadnje vprašanje z moje strani. Zanima me, kako komentirate dejstvo, da se nekateri še danes ne zavedajo, da je vojska sestavni atribut državnosti, da je garant samostojnosti in neodvisnosti neke države.
v bistvu jim je škoda vsakega denarja, ki se da za vojsko, v bistvu organizirajo celo akcije proti slovenski vojski, proti oboroževanju slovenske vojske in tako dalje. In to recimo kljub temu, da smo lahko nekaj let nazaj v primeru Katalonije videli, da brez svoje lastne vojske, brez svojih lastnih oboroženih sil, da je osamosvojitev neke države skoraj misija nemogoče. Zgodovino ali pa tudi kakšno drugo, ne zdaj to vojaško ali pa kakšne spomine kakšnega vojaškega poveljnika ali pa politika, pa ne samo iz slovenske obrambne vojne, lahko tudi iz ameriške ali pa katerekoli, ne, da je v bistvu vojska od majstra pa do danes sestavni del naroda, ne, se pravi, mi, ki smo v vojski, smo pripadniki tega naroda, smo Slovenci, ne, tako kot vsi ostali. Zdaj naš poklic, profesija je zavezanost obrambi domovine in v bistvu preko naše usposobljenosti, opremljenosti, ne, je potem tudi odvisno ali pa sodelovanja ali pa razumevanja tudi tako kot od drugih subjektov v državi, tudi ta obstoj države odvisen ali pa pogojen. Hvala mojemu sogovorniku, profesorju dr. Tomažu Kladniku, za zanimive in poučne pogovore. Zdaj pa vabim še za kakšno vprašanje, morda bi gospod Peterle, gospod Krkovič še kaj dodala, še kakšno svojo misel, glede na to, da sta bila neposredna udeleženca takratnega dogajanja. Morda gospod Peterle, najprej. Ja, na kratko, par besed, vse veste. Žer in iskrene čestitke avtorju tudi za to knjigo, založbi za založniški podvig, muzeju za povabilo. Vesel sem, da sem tukaj v družbi prav s Tonetom Krkovičem, ki mu je bila takrat zaupana naloga, da začne pripravljati tisto, kar sem jaz potem poimenoval, kot sem poimenoval, ker drugače nisem mogel, kajti ljudje, ki so ostali tam pred menoj, v družbi zelo redkih politikov, brez vrhovnega poveljnika, ki je odklonil, da bi pozdravil moštvo v Kočevski Reki. Torej, tisti je bil en poseben trenutek in ljudi, ki sem jih videl, torej, nisem mogel reči drugače, kot da mi je zadišalo po Slovenski vojski. Čeprav so se Tonetu Krkoviču zatresla kolena, kot je sam povedal in zapisal, ker je predsednik vlade uporabil neustavno kategorijo, pač takrat Slovenske vojske nismo imeli. In v tej zvezi bi rekel, formalno nisem smeli imeti, v bistvu je pa nastajala. In ker je bila beseda o teritorialni obrambi nekdanji, bi rad povedal, v čem je bila razlika. Čeprav upam, da je pri nas ta ideja o kontinuiteti vendar že presežena, zlasti po tistem, kar je povedal javno predsednik države Borut Pahor, ko je povedal, da tista takratna teritorialna obramba, ki je nastala v Jugoslaviji, ni tista, ki je stopila na stran slovenske volje po samostojnosti. In dovolite, da se spomnim ene od zgodb brez primere, ker zame je osamosvojitev zgodba brez primere, postavitev slovenske vojske je zgodba brez primere, zmaga za Slovenijo v vojni za Slovenijo je brez primere in še kaj. Vsa ta naša osamosvojitvena zgodba, jaz rečem temu, je zgodba brez primere. No in kaj želim povedati s tem, ko primerjamo obe teritorialni obrambi? Ena je nastala po volji Beograda, bila je v službi Beograda, čeprav je bila oborožena z republiškim denarjem. Na dan izvolitve Demosove vlade, ki so imel čast voditi, je predala večino svojega orožja, torej tisti, ki preda orožja, bo težko kogarkoli branil. Možje, ki so stali v Kočevski Reki tistega hladnega dne, 17. decembra, so pa imeli že nekaj orožja, predvsem pa niso bili zavezani centru, tujemu slovenskim interesom, ampak so bili vsi vprašani, ali so pripravljeni služiti slovenskim interesom oziroma braniti slovensko svobodo, voljo po
lastni državi. V tem je bistvena razlika. Mi smo slovenskega vojaka vrnili vojaškemu oziroma domovinskemu poslanstvu. In to je razlika, mimo katere ne moramo. Jaz sem vesel, da je Tonetu na, jaz bi rekel, zelo iznajdljiv in učinkovit način z ekipo, v kateri je bil gospod polkovnik Adamič, eden od prvih, ki jih je povabil sodelovanje, in sem vesel, da je tudi danes tukaj z nami. Rekel bi še tudi ob borcu slovenske besede, Tonetu Putnerju. On se je boril in se še bori z besedo, ki nas je držala po koncu, ko nismo imeli svojih vlad in svojih generalov. Skratka, mi smo tako rekel, vidite, da mi prihaja veliko misli, ker jaz sem redko kdaj, oziroma dogaja se mi, da sem v vlogi nekoga, ki je bil akter, ki ga zdaj drugi proučujejo, jaz imam pa to čas, da lahko študiram, kaj drugi mislijo o času, ko smo mi opravili neka dejanja, ki so zgodovinska. In moram reči, da v tem uživam. In bi rad seveda še več takih knjig in več takih večerov, kajti ta čas še zasluži svojo obdelavo, svojo obravnavo, svojo proučitev, še posebej zato, ker večina mladine sploh ne ve več, zakaj je šlo. Jaz sem vesel, da se lahko še česa spominjam, bo prišel čas, ko mi bo mogoče spomin malce pošel, danes pa še zelo natančno vem, kako je takrat bilo. In tisti, ki smo bili takrat v Kočevski reki, danes si upam reči, takrat o tem sploh razmišljali, nismo pred nami bil cilj. Jaz bi rekel, da smo že takrat vse tvegali. Nismo imeli vseh informacij, ampak hudirjo dobro smo vedeli, da gre zelo zares. Mi smo en dan pred plebiscitom 23. decembra, pardon, en teden prej, hoteli pokazati, da imamo tudi realno silo. Takrat smo imeli tudi natisnen že denar za vsak slučaj, če bi Beograd potegnil trše poteze. Torej, mi nismo začeli šele po plebiscitu. Mi smo delali za osamosvojitev od prvega dne naprej. 16. je vlada začela, 17. so se začele priprave na obrambo. Tako da o tem bi se dalo seveda še marsikaj povedati. Jaz sem vesel, da ni prišlo do problema, kot ga poznamo med takratno narodno vlado in generalom Maistrom. Jaz sem imel priliko, da sem delal seminarsko nalogo z Maistrovga, prevzema oblasti v Mariboru, kjer je imel Kardelj, ki se je imel tudi za malo zgodovinarja, neke ideje, da se je Maister to z Dunajem zmenil, pa da so mu to nekako pustili. Pa je mene prosil profesor Mikuštajn, malo raziščem pokrajinski arhiv v Mariboru in poskušam ugotoviti, če je kakšen dokument, ki bi dokazoval, da se je Maister s takratno avstrijsko oblastjo kaj zmenil. To so zanimive domneve, ampak je že zanimivo. Profesor Mikuš je imel čas kakšno nenavadno izjavo, ena od teč v zvezi s tem dejstvom je ta, da je rekel, če se ima kdo za dobrega politika, še ni nujno, da je tudi dober zgodovinar. To je rekel Mikuš o Kardelju. Tega še niste slišali. Tako da, seveda nisem nič tazga našel. Maister je bil, hvala Bogu, tudi pesnik, ker če je bil samo vojak, ne vem, če bi tvegal s tistim moštvom ob 10.000 prisotnih vojakov zavzemati Maribor. Ampak ta pesniška zgodba se nam je v glasbeni različici ponovila s Krkovičem kasneje. Ker zame nenavadno, da ne vem, kako je bilo z Andrejem Turjaškim, ampak kaj je bilo tudi kaj za musko, za pes, ampak muzikanti smo sodiča. Je nekaj v tem, da ta umetniška komponenta, ki marsikaj vidi več in dlje, je hudirjo pomembna. Jaz to povem zato, ker ko so hodili k nam razni mojstri, tudi ameriški veleposlanik, ravno pri Gorjancu, in katerega smo se tedaj gostili na Brezovci, je rekel, bodite realisti, ne sanjajte,
politika je umetnost mogočega, nihče vas ne bo podprl, Amerika ni za to in tako naprej. Jaz zato govorim o zgodbi brez primere. Mi smo naredili s politiko umetnost nemogočega. In to v enem letu, ne v 4 letih, ne v 2 mandatih, stoletja ni bilo mogoče. Od leta 90 do 91 je bilo pa mogoče. Hvala vsem, ki ste k temu prispevali, hvala za to knjigo in uživam z vami. Oprostite, še to bi rekel. Janša in Bavčar sta v moji beležki, ki popisuje, kako smo sestavili vlado, zapisana prva. Ne? Iz tega bi lahko sklepali, da je bila mogoče neka zavest o tem, kaj bo pri borbi za samostojnost glavno. Hvala. Hvala, gospod Peterle. Bi morda gospod Krkovič kaj dodal, še kdo drug? Izvolite. Ja, vseeno. Tudi jaz se zahvaljujem za povabilo in čestitam, spoštovani polkovnik, dr. Kladnik, prijatelj Tomaž. Za to delo tudi jaz sem vesel naslova, ki dejanje, kateremu sem takrat operativno poveljeval, pozicionira v slovenski zgodovini na pravo mesto. Jaz sem na svoj način nekaj prispeval k temu, da ta rek ne bi bil slučajno pozabljen, ne vem koliko let, če ne že desetletji nazaj, tako da je udejanjen, uveljavljen na spomeniku iz granita v Kočevski reki, ker je ta famozni stavek takratnega vojnega predsednika, ki je meni res zašibil v noge, to ni moja značilnost, ampak takrat se je to zgodilo. Mogoče sem bolj se zavedal kot on sam, ki je po intuitivni zaznavi, tako kot je to opisal, to pač izrekel kot pristna dolenjska duša. Ne? Jaz sem se pa nekoliko bolj takrat zavedal pa formalnega vidika tega izreka. In ker smo mogoče tudi zaradi tega sem to drugače doživljal, ta rek. To je bil 17. decembra leta 90, za mano je bilo že krepko pol leta vojne, realne vojne, kajti začetek vojne za Slovenijo, oziroma trajanje vojne nikakor ni 10 dni, to je neka čudna krilatica, ki se je razširila, jaz sem prepričan kot propagandistični trik, ki se je na žalost v Sloveniji zelo prijel. In iz tega ven potem tudi mnoge druge manipulacije, ki jim do današnjega dne se jih nismo uspeli odkrižati. Posledice so absolutno velike, no in temeljna posledica je v tem, da nažalost Slovenska vojska 30 let po svojem nastanku, 31 let bo kmalu, še formalno, uradno ne ve, koliko je stara. In to ima strašanske notranje implikacije, če bi kazalo tudi da je kakšen simpozij narediti, pa se tega resno letiti, kajti v to vojsko in isto sem prepričan, da velja tudi za slovensko policijo. Dokler mu ne bo znala definitivno, eksplicitno odgovoriti na vprašanje, koliko so stare, tu ne bo možnost postaviti normalnosti. Ampak zdaj sem skočil nekoliko iz svojega tira zgodovinskega spomina. Tako da moj spomin na ta dan je enkraten. Kot sem rekel, za mano je bilo že pol leta v vojni, kajti vojna za Slovenijo se je začela ne samo z razorožitvijo, ampak jaz sem avtor tega dodatka, da imenujem ta proces razoroževanja kot samorazorožitev, zato imam vse razloge. No in funkcioniram tako med drugim, da nekako kakšne zadeve aksiomiram pri sebi v neke zgoščene misli. Ena od teh je naslednja, da vidim v začetku začetek vidim kot takšen, da je najpomembnejši v vsakem pogledu. In tu vidim začetek v Slovenski vojski, konec neke vojske v njeni samorazorožitvi in nov začetek v formiranju nečesa novega. Vse to, kar je nastajalo od prvega dne, ki ga je Lojze Peterle kot predsednik vlade, jaz sem tudi somišljenik, da je ta dan, prelomni dan, to je 17. maj,
Se dam pa tudi tukaj pomeriti, ne, morda komu to ne ustreza, lahko se tudi kaj pogovarjamo, dajmo ga že enkrat definirati, če ga še formalno nismo. Ne. Jaz sem prepričan, da bo ostal zgodovinsko 17. ampak lahko gremo za par dni naprej, tudi nekaj dni nazaj, še jaz bi znal videti nek dan, to je 15. maj, in prvi upor je bil upor občinskih poveljnikov, te razorožitvi, ampak kaj je razlika med tema dvema dnevama, če kompariramo, ne? 15. maj je nedvomno, bi lahko zapisan kot dan pogumnih slovenskih dejanj, pokončnih slovenskih dejanj, slovenskih častnikov, ampak ni rezultiral v procesu, gre za enkratno dejanje. To, kar se je pa začelo dogajati 17. maja, je pa seveda začetek nekega procesa, iz katerega je zrasla Slovenska vojska. Zato mislim, da bo kar zgodovinsko na koncu moral, hoče, noče biti uveljavljen ta dan, kot dan začetka Slovenske vojske. No in zakaj se je to zgodilo in pozneje dogajalo, ker se je začelo 17. maja? To je odgovor na razorožitev, v kateri smo nekateri, in teh dni je preveč prstov na eni roki, da bi jih našteval, pa ni moj namen. Vsekakor pa sta tukaj, poleg mene, sta seveda tu takratna sekretarja, zdaj bi rekli temu ministra za obrambo Janez Janša in Igor Bavčar, katere dva imam jaz za usoden tandem slovenske osamosvojitve, in Lojzeta Peterleta, mi dva sva veliko o teh stvarih, teh fenomenih se pogovarjala, ne? Za torej fenomenalca v tem pogledu, da je takšna dva človeka izbral v tistem času od Boga dana za to. Jaz si to dovolim in mislim, da imam vso moralno pravico o tem na takšen način soditi, kajti bila sta tista dva, ki sta prevzela politično in vsakršno drugo odgovornost, kajti sistem, ki sem ga predlagal in pozneje tudi dal idejo zanj, kaj želimo, kaj je potrebno narediti, in mu tudi operativno načeleval. In izbiral ljudi, kot je danes tukaj polkovnik Adamič in še potem 13 njegovih kolegov oziroma 15, ki je prišel določenih zamenjav na ravni pokrajin in tako naprej. To je bilo pač v moji domeni operativne izvedbe, ampak takšne sisteme po principih tovrstnih organizacij je treba zapreti. Če bi prišlo recimo do klasičnih obravnav, parlamentarnih obravnav, na ravni komisij, na ravni parlamentov in sklepanja na vladah, mislim, največ tudi nikogar, ki bi ga imel tako za naivnega, da ne bi vedel, kaj bi se zgodilo. Ne? Bi se še zdaj pogovarjali. Bil sem midva kje drugje, verjetno malo, ne? Upam, da kje med nebesi in peklom, ne vem, kam nas bi umestil. Ne? Torej, veste gotovo vsi, kaj zdaj govorim. Ne? To je bilo potrebno takrat zapreti v ta sistem in s tem prevzeti tveganje. Tako da, pomemben vidik, ki je premalo kdaj odprt, in na profesorja apeliram, morda nas zdaj povabite na kakšne seminarske zadeve v okviru fakultete, da bi študentom ta vidik predstavili, kajti šlo je za skrajno obliko organiziranosti in slovenski narod, kot poslušam tudi vas, ki veliko veste več o meni, v tej globjem časovnem loku zgodovine, jaz mislim, da je ena od stalnic, in na kar jaz računam tudi v prihodnje, kljub vsem peripetijam, kjer izgubljamo Slovenci na sebi ogromno preveč energij. Če bi jih spravili v sinergijo, jaz mislim, da vse je veliko lepše in kvalitetne živelo v tej državi. Ne? Tudi to je naša značilnost, ampak je značilnost, da ko pa nekdo nas mora od zunaj naskočiti malo, ne? In potem znamo ustvariti sinergijo in tudi ustvariti v tej sinergiji to, kar imenujem jaz skrajna oblika uporništva. Mislim, da je to naša pomembna lastnost in pogoj za dolgoročno preživetje. No in to se je takrat zgodilo. Fenomenov je vladalo nebroj. Kakšen ga bom izpostavil, ker imam to priliko dopovedati. Ne? Jasno, da smo vsi, tako rekoč vsi, ki smo delovali v bivši teritorialni obrambi, ki je možno videti vidik kontinuitete, ne pa sistemske. Ne? Torej, MSNZ pomeni začetek nove slovenske vojske z MSNZ-jem, z tem projektom, ki v začetka sploh ni imel imena. Potem je imel ime Jedra odpora. Imel je ime, ki je tudi dokumentirano že, Vojska Republike Slovenije. Nadevali smo si ime, evo, verjetno sem avtor ali soavtor, vsi smo se kolegijsko delovali, mnogih od teh imen.
In ko jih bomo globlje študirali, boste videli, da vsako od imen, ki so se v določenem obdobju tega, upam si reči, ilegalnega obdobja, to je bilo ilegalno obdobje, daleč od tega, da je imelo kakšne podlage v zakonodaji, ki se tudi nekako rado jo imenuje, ampak zopet, če me boste povabili, bom vesel kakšne polemike, kjer bom jaz zastopal kar vidik, da smo bili popolni ilegalci. Kajti formirati v bivši Jugoslaviji, v sklopu jurisdikcije bivše države, oboroženo silo, katere namen je bil jasno, dokazljiv, od prvega dne, da bo branila proces nastajanja nove države. Mislim, da tu domujejo vse logike, s katerimi je možno dokazovati, da ta vojska ni nastajala po legalni poti, ampak je morala ubrati, nažalost bom rekel, to tvegano, ilegalno pot, ki se nam je dobro išla. Tako da, to so takšne značilnosti tega obdobja, no, in še en vidik sem hotel reči, kako je tveganja. Torej, večina nas, ki smo predstavljali povedniški skelet tega zametka slovenske vojske, smo bili formalno člani Zveze komunistov. Nekoč je rekel Možina, najga bi se oprl, Svatko, v najnem pogovoru pravi, če te bo Sancujeva knjiga, torej, če umeša kakšne nove fenomene notri, te bo moralo umestiti po tem vprašanju, da si uspel iz komunistov narediti armado proti komunistom. Vse to ni čist direktno, v tem je kar neke metafore. Mislim pa, da zopet, da me razumete, kaj je želel Jože povedati s tem, jaz se s tem strinjam. To ni bilo preprosto. Zato na račun tega pravim, da bi zadnjič sem rekel v Cankarjevem domu, sem bil na enem obisku pri gospem dveh, pri gospe Uršuli Cetinski in njeni sodelavki, ki vodite Cankarjev dom. Ne vem, kako je naredila debata, sem rekel, jaz pogrešam tukaj med temi spomeniki, ki jih je videti iz 9. nadstropja dol. Še en, rekel, stilističen spomenik, ne vem, kakšen bi ga spodlagal, morate me prav razumeti, jaz krive vere zdaj učim malo, ampak jaz pogrešam nekaj Miloševića v Sloveniji. Pomemben faktor je bil tudi v tem pogledu, da med nami po tem vprašanju ogrožanja, ki ga je takrat dosti očitno nakazoval on, z razorožitvijo vred, ni prišlo do določenih diferenciacij, ki bi lahko naravno do njih prišlo. Ko pa ustvarjaš takšno organizacijo, ki je nastajala pod mojim operativnim vodenjem in s pokritjem dveh sekretarjev za obrambo in notranje zadeve, seveda, ki sta, ponavljam, tveganje prevzela, ampak dobro, politično, se bi z nami vsemi isto zgodilo, če bi bili pri tem delu odkriti. To ni mačji kašelj, to je eno težji stoj. Tako da zaključil bi s tem, moj rek, ki ga vse češče ponavljam, od vsega na tem svetu je najpomembnejši začetek. Če ni začetka, tudi konca ni in se tudi vmes nič ne dogaja. V tem mojem spoznanju, če je to spoznanje, je razlog, da jaz nekako že dolgo časa, sicer tradicionalno, da popijem kakšen glašpat, ker se sicer rad poveselim, ker zaigram, zapojamo in tako naprej v rojstnem dnevu, ampak zame že dolgo časa rojstni dan ni čudež. Zame je čudež spočetje. In to, kar smo mi takrat začeli, seveda je spočetje. Zato brez tega ne bi bilo tudi pozneje ne jedro odpora, ne Vojske Republike Slovenije, ne manevrske strukture narodne zaščite, ne nove teritorialne obrambe in ne končni fazi Slovenske vojske. Kajti vse to, kar sem našteval, tudi tisto brez imena, je ena in ista stvar. Veliko imen za eno in isto stvar. Šlo je za Slovensko vojsko. Ustvarili smo jo in kot takšna je bila. Brez dvoma pogoj, da smo lahko uspešno speljali projekt nastanka samostojne države. Hvala. Za zaključek bi pa samo prosil še pesnika Kuntnerja za kakšno končno domoljubno pesem. Oziroma kakšno domoljubno besedo. Pravzaprav je bilo vse povedano z njegove strani in z Lojzetove strani in strani zgodovinarja, ki je govoril o majstru. Veste, jaz sem neskončno hvaležen vsem, ki ste sodelovali na smehu zgodovine. Meni še gre danes na smeh, kljub grenkobi, ki jo živimo.
Jaz se smejim, da smo to doživeli. In sem neskončno hvaležen vi, ki ste to uresničili. In ne bi prišlo do spočetja, če ne bi bilo srčne norosti, pesniške norosti. To je tisto, kar gre mimo pameti, če bi po pameti ravnali, ne bi imeli svoje države. In jaz res hvaležen in vesel sem, da tako čutim in da lahko danes to odkrito govorim in se odkrito smejim tej strašnemu čudežu, ki smo ga doživeli. In ne bi tudi bilo tega rojstva, tega čudeža, če ne bi že prej slovenski možje sanjali, noreli, srčno noreli, pesniško noreli. In zato bom jaz se spomnil zdaj za malo grenkobe Ivanovih besed. Lahko bi povedal zdravljico, ki bi vse povedala, pa to ste tokrat slišali. Ivanovih, Cankarjevih besed. Kakor da je doživel ta nasmeh zgodovine in kakor da je z nami Cankar živo celih 30 let. Veste, kaj je napisal? Kam je letelo vse hrepenenje? Komu je bila darovana najboljša moč srca in razuma? Odkot je vrela? Kam se je vračala vsa radost in bolest? Resnično domovino, nisem te ljubil, kakor smerav otrok, ki se drži matere za krilo, tudi da nisem ljubil, kako solzno meškobni vzdihovalec, ki ti kadi v lica sladke dišave, da te skele v Bogle oči. Ljubil sem te s poznanjem. Videl sem te vso na dolgah in v grehih, sramoti in v zmotah, v ponižanju in v bredkosti. Zato sem žalostjo in srdom v srcu ljubil tvojo oskrunjeno lepoto, ljubil 100-krat više in 100-krat globje v vseh tvojih trgovorjev. Moje delo je knjiga ljubezni. Odpri jo domovina, da boš videla, kdo ti je pravičen sin. S temi Cankarjevimi besedami naj končam to naše občutje, ki ga najbrž občutimo vsi, ampak kljub temu se smejmo. Smejmo se ob nasmehu zgodovine. Hvala, srčna hvala vsem, ki ste to naredili, srčno narostjo, ki o tem razmišljate, pišete. Čestitam za knjigo. Najlepša hvala pesniku Kuntnerju. S tem zaključujem naš današnji pogovor v okviru Demokracije magazin Tura oziroma vse slovenske turneje naše založbe Nova obzorja, ki smo ga organizirali skupaj s Parkom vojaške zgodovine Pivka. Še enkrat hvala profesorju dr. Tomažu Kladniku in vsem vam za udeležbo na današnjem pogovornem večeru in hvala vsem, ki ste nas spremljali neposredno preko spleta oziroma televizijskih sprejemnikov. Hvala in lep večer še naprej.